Poskušal bom biti kratek, po čemer sicer nisem znan. Predstavil vam bom odgovor na problem, ki se pojavlja v sodobni družbi. Veste, ogromno informacij je dostopnih preko spletnih strani. Med njimi so tudi informacije, ki zadevajo vsakodnevno življenje državljana, torej kako se spopasti z birokracijo, kje najti informacije, da opravim pač tisto vsakodnevno komunikacijo, ki je potrebna za urejanje takih ali drugačnih pač birokratskih postopkov. Splošne knjižnice smo tiste, ki naj bi skrbele za to, da se uporabniki lahko znajdejo v sodobni družbi in pa, da jim posredujemo natančne in pa hitre informacije. Tako smo v strateškem načrtu Mestne knjižnice Ljubljana, se pravi za strateško obdobje 2013-2016, med cilje, ki jih želimo doseči, tudi med cilje zapisali tudi vzpostavitev tako imenovane informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti. Zadeva seveda zveni precej fino in tudi bo fino izgledala, je pa dejstvo, da smo morali najprej pravzaprav sploh razviti oziroma ugotoviti, katere so tiste informacije, ki jih lahko mi kot knjižničarji posredujemo našim uporabnikom in katera oblika bi bila najbolj primerna. Imamo seveda nekaj zamisli, kaj želimo doseči. Kot prvo, podpora e-demokraciji v lokalnem okolju, kot drugo, olajšati komunikacijo z lokalnimi in državnimi organi, nosilci oblasti in to seveda s pomočjo naše informacijsko-komunikacijske tehnologije. Seveda mogoče tudi omogočanje večje participacije v sodobni družbi in to vse na temelju nekih izhodišč, ki so bile v našem okolju oziroma v Republiki Sloveniji zapisani že kot nek, ko bi rekel, delokrog Ministrstva za informacijsko družbo. Zamisel je bila super, iz samega ministrstva je potem išel en tak fajn produkt imenovan e-uprava, e-uprava.gov.si, na kateri spletni strani so v bistvu združeni vsi državni organi in pa določeni lokalni nosilci oblasti, ki omogočajo kakršnokoli komuniciranje, kakršnokoli delovanje v e-okolju. Zdaj, samo ministrstvo je kaj hitro ugasnilo, ostal je ta portal in na osnovi tega portala smo mi začeli izgrajevati neko storitev, nek servis. V končni fazi bo zadeva dostopna v e-obliki. V prvi fazi pa smo začeli pripravljati najprej vsebine v fizičnem okolju. Tako da smo za prvi 2 leti, zdaj če si pogledate, kakšne so aktivnosti glede na strateško obdobje 2013-2016, potem lahko vidite, da smo najprej začeli z določenimi izobraževanji, z določenimi predavanji na temo, kako se lažje bolje vključevati v e-okolje. Izhodišče nam je bilo, da našim uporabnikom ponudimo relevantne, ustrezne informacije, vse informacije, ki so potrebne za lažje delovanje v e-okolju, predstaviti vse upravne postopke, ki so že podprti z informacijsko tehnologijo, v bistvu informirati oziroma izobraževati uporabnike, kaj je pravzaprav sploh e-demokracija in kako se lahko tudi sami kot navadni državljani vključujejo v delovanje sodobne družbe, hkrati pa seveda dodati še neke dodatne znanje, dodatne kompetence, ki so potrebne za ustreznega, za ozaveščenega e-državljana. Torej, prvenstveno informacijska pismenost, ki je pomembna tudi za starejše, ne samo za otroke in mlade, in pa s tem povezano tudi varnost v digitalnem okolju. Pripravili smo nekaj sklopov, ki naj bi pač končno dalo neko informacijsko ozaveščenega, informacijsko pismenega končnega uporabnika. Torej,
Prvi sklop predstavlja osnove delovanja e-poslovanja, kaj to sploh je, kaj je potrebno, če želimo podpreti tako imenovane e-storitve. Na to pregled podatkov javne uprave, torej katere državne službe in organi pravzaprav sploh obstajajo. Tukaj seveda zadaj je tudi poznavanje državne ureditve, pregled teh servisov in storitev, ki so dostopni na klik. Podrobnejše predstavitve posameznih portalov, kako se jih lotiti, kaj za samo delovanje potrebujemo. Precejšen poudarek je na uporabi digitalnih podpisov oziroma elektronskih podpisov oziroma digitalnega certifikata, kako pridobiti, kako ga uporabiti, kje pride v poštev. Posebej smo se specializirali še z ciljne skupine uporabnikov, torej en sklop takih bolj specifičnih vsebin je sklop predstavitev portala e-zaposlitve in pa e-storitve Zavoda za zaposlovanje in pa seveda na koncu še nek tak generalen pregled spletnih vsebin, ki se tičejo naše širše domovine, torej Evropske unije in njenih inštitucij in organov. Da bi preizkusili, ali smo že usposobljeni, ali smo zmožni pripraviti nek tak manjši sklop vsebin, ki bi bili zanimivi za naše uporabnike, se je idealna priložnost pokazala lani spomladi oziroma lani februarja meseca, ko se je pojavila grožnja nove davčne obdavčitve nepremičnin. Veste, da takrat je bila precejšnja panika, ljudje niso točno vedeli, kako in kaj. Tukaj smo potem knjižnice priskočili na pomoč. Mestna knjižnica Ljubljana je pripravila sklop izobraževanj, spremljanje in spreminjanje podatkov registra nepremičnin na spletu. Pripravili smo sicer za prvenstveno interno gradivo z vsemi vsebinami, ki jih nekdo, ki naj bi to vrstne vsebine podajal, obvladal, smo pa to znanje delili tudi z kolegi iz drugih knjižnic. Kot veste, prvotni namen je bil priskočiti uporabnikom na pomoč pri nepremičninskem davku, kako sporočati podatke, kako preverjati podatke, ki so v javnih evidencah, kako spreminjati podatke, okolikor niso ustrezni, predvsem pa promovirati knjižnico kot tista točka, ki lahko odgovori tudi na to vrstna vprašanja uporabnikov. Tako smo zasnovali dva načina pomoči. Prvi so bile konkretne delavnice, torej uporabniki so se na delavnice prijavili, imeli smo več terminov in pa drugo je bilo infodežurstvo. Torej, večinoma na točke vseživljenjskega učenja so prišli lahko uporabniki, dobili so osebnega svetovalca, ki jim je lahko na 4 oči pomagal pri preverjanju tovrstnih podatkov. Že omenjeno gradivo smo tudi pripravili za naše zaposlene, torej okolikor bi uporabniki prišli še naknadno, torej izven teh organiziranih oblik izobraževanja. Za tiste kolege, ki so to vrstne izobraževanja vodili, pa smo pripravili tudi strokovno svetovanje s pomočjo sodelavce iz Geodetske uprave Republike Slovenije. V sklopu teh izobraževanj smo predstavili tudi najpomembnejše namenske portale. Zdaj jaz kaj bolj podrobno o tem niti ne bi razlagal. Tistega, ki to zanima, lahko se kasneje dobimo, pogovorimo, lahko vam pošljem tudi samo gradivo. Udeleženci so bili seveda zadovoljni, veseli, celo tako, da so nas bolj pohvalili, kot pa izvajalce, ki izvajajo informacijsko opismenjevanje na nacionalni ravni, torej Simbioza. Simbioza je tudi podobno izobraževanje pripravila za svoje uporabnike, ampak precej kasneje kot mi. Nadaljne aktivnosti. Torej, glede na to, da samo izobraževanje so bile precej uspešna, smo v jeseni lansko leto pripravili nadaljne sklope izobraževanj. Bolj kot ne so se prijavljali isti uporabniki, kot so prišli že na pomladanske delavnice, seveda jih je prišlo še nekaj dodatnih.
takrat smo se osredotočili na podrobnejše predstavitve drugih dodatnih portalov, vseh portalov, ki so najpomembnejši na portalu e-uprava.gov.si. Tako da v letošnjem letu te sklope izobraževanj nadaljujemo. Veste, da se spet pripravlja nov zakon za obdavčitev nepremičnin. Sicer zakon ni še zunaj, se je pa pojavila nova prijetna zadeva, torej so pa energetske izkaznice stavbe, ki je tudi ena izmed takih zelo fajn domislic, ki morajo, ki seveda marsikaterega lastnika nepremičnine otežijo. In pripravili bomo ravno v konec meseca maja pripravljamo delavnico ravno na temo postopkov za izdelavo energetske izkaznice stavbe in pa nov sklop izobraževanj o varnosti na spletu. Končni cilj, se pravi, do leta 2016 pa želimo vzpostaviti vse te vsebine tudi v e-okolju. Torej, vse tiste znanje, vse vsebine, ki smo jih pripravili, ki smo jih skupaj zbrali, bomo na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana zbrali skupaj na posebni podstrani in to bo tista prava e-točka za javne nosilce oblasti. Okay. Hvala za pozornost.